Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani poslanec Državnega zbora, gospod Martin Strel, župan sosednje občine, spoštovani veterani vojne za Slovenijo in vsi, ki spremljate slovesnost ob 30-letnici osamosvojitve vojne za Slovenijo tu v Gornji Radgoni. V veliko čast mi je, da vas lahko nagovorim v imenu drugega doma slovenskega parlamenta na današnji slovesnosti. Danes smo zbrani na mestu, kjer so se dan po razglasitvi samostojne Slovenije in ponosnem dvigu slovenske zastave vneli srditi spopadi med jugoslovansko ljudsko armado in slovensko teritorialno obrambo, ki je takrat odločno stopila v bran slovenskega ozemlja. Tudi sam sem sodeloval pri osamosvajanju Slovenije in lahko rečem, da to niso bili lahki časi. Novo nastalo slovensko državo smo branili pred armado, ki je veljala za eno močnejših in najštevilčnejših v evropskem prostoru. A v nas je vela močna želja in patriotizem, da se upremo agresorju in ga preženemo z naših tal. Ob tem se spomnim misli slovenskega pesnika Janeza Menarta, ki pravi: Pa naj je včasih bilo res hudo, nič mi ni žal, se je moralo biti. Včasih je prav, da se stemni nebo, da se ne vadimo sonce ljubiti. Velikokrat se vrednosti posamezne dobrine žal zavemo šele takrat, ko nam je vzeta. Mogoče je moralo biti tako, da smo spoznali, da ni vse samoumevno, da smo se naučili ljubiti svojo domovino, da smo si zagotovili varen in dostojen dom. Slovenci smo imeli ob osamosvajanju jasen cilj, da želimo živeti v samostojni in svobodni državi. Pri tem nas je gnala pripadnost, znali smo se povezati in se odločno boriti za naše vrednote, za skupno dobro, za našo skupno prihodnost. Danes to pogrešamo. Med nami živijo ljudje, ki so nasprotovali slovenski samostojnosti in ji nasprotujejo še danes. Slovenija je demokratična država in prav vsak državljan ima v njej zagotovljene človeške in državljanske pravice. Tudi pravico, da do samostojne Republike Slovenije ne čuti tako, kot čutimo tisti, ki smo jo soustvarjali in 30 let izgrajevali. Nič ni narobe s tem. Nihče izmed nas nima pravice komurkoli očitati čustev in nazorov, še manj komu škodovati in imati pravico do svobode misli in govora. Domoljubje je čustvo, ki ga gojiš v srcu, živiš v besedah in potrjuješ z dejanji. Ni vsakemu dano in ne more biti vsem prizgojeno. Kdor pa ga premore, ga izkazuje s spoštovanjem do svojega jezika, naroda in kulture, do svoje države in njenih simbolov, ne da bi pri tem kakorkoli žalil, poniževal ali škodoval tistim, ki se ne čutijo pripadni vrednotam slovenskega rodu in domovine. Za vse je prostor pod soncem. Veliko je tega prostora med Alpami in Jadranom, med Sočo in Panonskimi polji. Edina prava pot je, da napolnimo ta prostor z ljubeznijo drug do drugega, spoštovanjem tudi do drugačnih in drugače mislečih, vendar tudi z neomajno voljo ohraniti svoj jezik, običaje in vrednote. Kdor ljubi svojo domovino, ne išče razdorov, temveč iskreno ponuja roko sodelovanja vsem sodržavljanom. A če temni oblaki zapretijo, da bodo zastrli sonce svobode, tak ne presliši klica svojega rodu in je trd, neizprosen, mož jeklen, kadar je braniti časti in pravde narodu in jeziku svojemu. Le 2 milijona nas je na tem svetu, pa bomo stali in obstali, kot so naši predniki, če bomo le spoštovali njihovo v kri zapisano postavo, ki pravi: svoj na svojem gospodar. Spoštovani,
Upravičeno se lahko vprašamo, kako ljudem vrniti zaupanje v politiko, kako spet obuditi ponos in zavedanje, da smo Slovenci velik narod, čeprav majhen po številu prebivalcev. Tega odgovora tudi jaz žal ne znam stresti iz rokava. V nagovorih ob obletnici sem vedno ponavljal, da se je svet spreminjal in mi z njim. Biti na svoji zemlji, sam svoj gospodar, niso bile zgolj tisočletne sanje, ampak tudi velika odgovornost. Preizkušnje smo uspešno premagovali, tudi zadnjo v obliki pandemije koronavirusne bolezni, ki je dodobra pretresla svet. Tudi njo bomo, čeprav je močno zarezala v naša življenja in nas razdelila, dokončno premagali. Ali danes še premoremo moči, da se o nečem zopet poenotimo, poiščemo skupne točke, ki nas bodo povezali v želji po lepši prihodnosti? Je to sploh še mogoče? Človeško priznajmo in končno začnimo odpravljati napake, ki smo jih povsem življenjsko storili na tej zrelostni poti samostojnosti. Ozavestimo, da je res lepo živeti v Sloveniji. Bodimo ponosni na doseženo, bodimo prijazni drug do drugega, bodimo čuteči do prelepe narave in zelenega okolja, bodimo smeli v idejah, bodimo podjetni in ustvarjalni, kot smo že enkrat bili. Saj kje najti še lepši je svet in kje lepše je kot doma. Danes stojimo v spominskem parku Nikoli več, ki nas spominja na pretekle dogodke in opominja, naj za svojo državo dobro skrbimo, saj so zanjo že v prvi svetovni vojni in nato še v osamosvojitveni vojni mnogi naši rojaki žrtvovali imetje in predvsem svoja življenja. Tega ne smemo odriniti na rob, pozabiti, dopustiti, da bi parcialni interesi predvladali nad skupnim dobrim. Poskrbeti moramo za narod, še posebej pa za ranljive skupine, kajti moč in trdnost verige je odvisna od njenega najšibkejšega člena. Gospe in gospodje, dekleta in fantje, ki stopate na samostojno življenjsko pot v svobodni Sloveniji. Že 3 desetletja samostojni orjemo slovensko zemljo, zdaj smo na svojih tleh res sami svoj gospodar. Koliko naših literarnih velikanov je tiho sluteč ta dan bodrila misel o svoji domovini, samostojni državi Sloveniji. Tako kot smo pred 30 leti ponosno stopili na svojo pot, stopimo tudi danes in jutri in vsak dan v prihodnje. Živimo v lepi deželi, obdani z morjem na eni strani, hribi in ravninami na drugi, ter neokrnjeno naravo, ki nam daje možnosti za pridelavo zdrave hrane ter pobeg v mir in tišino, kadar to potrebujemo. Bodimo še strpni drug do drugega, imejmo radi to našo domovino, cenimo svobodo, za katero so se naši predniki borili v številnih bojih. Ob praznikih pa ponosno razobesimo slovensko zastavo in pokažimo, da nam je mar do nje. Zato tudi danes veselo praznujemo ta praznik, v prihodnje pa naj nam ne zmanjka optimizma in smelih načrtov za prihodnost. Kot Martin Strel, ki znova in znova preseneča svet z drznimi podvigi v čast in ponos domovine Slovenije. Ni je reke, ki je ne bi zmogli pripraviti, ni gore, ki je ne bi zmogli preplezati, ni polja, ki ga ne bi zmogli obdelati, če smo le enotni in zvesti domovini materi Sloveniji. Še enkrat, vse najboljše, draga Slovenija. Hvala lepa gospodu predsedniku Državnega sveta, gospodu Alezu Kovšci.